Spoštovane, spoštovani, dober večer, dobrodošli v družbi najboljših. Želim vam lep večer, poln veselja in spominov na športne uspehe. Dober večer, začenjamo 34. prireditev Športnik leta novomeške občine. Naj bo nocoj praznik vseh, ki cenite odličnost in nadpovprečne dosežke. Spoštovane dame in gospodje, prosim, vstanite za himno Republike Slovenije. Živi naj si narodi, ki hrepeni dočakat dan, da koder sonce hudi, prepiri sveta bo pregnan, da rojak prost bo vsak, ne vrag, ne sosed bo mejak, da rojak prost bo vsak, ne vrag, ne sosed bo, ne vrag, ne sosed bo mejak. Dočakali smo torej dan oziroma večer, ko bomo nagradili tiste športnice in športnike, ki ste nas navduševali v letu 2019, ko se bomo zahvalili izjemnim športnim delavcem in nagradili tiste, ki misel zdrav duh v zdravem telesu gojite tudi v službi. Spoštovani nagrajenci, cenjeni podeljevalci, spoštovani gostje, hvala, da ste nocoj z nami. Za slavnostni uvod se zahvaljujem Ireni Jebuat-Iran, ki nas je z Zdravljico spomnila na to, da je poslušanje himne na najvišji stopnici zmagovalnega odra za športnike še posebna nagrada. V veliko veselje mi je, da lahko pozdravim naše dolgoletne prijatelje, ki k nam na to prireditev v Novo mesto pridejo iz sosednjih držav. Dobrodošlico izrekam delegaciji iz Unsko-Sanskega kantona v Bosni in Hercegovini ter Primorsko-Goranske županije z Hrvaške ter tudi predstavnikom Združenja športnih društev iz zamejstva iz Italije. Hvala tudi vsem, ki nas spremljate nadaljavo. Prenos dogodka na YouTube kanal omogoča multimedijska produkcija Šolskega centra Novo mesto. Do sedaj so izvedli veliko odmevnih športnih prenosov, od novomeških tekov do dvoranskih športov in Evropskega prvenstva v kajaku. Prenose so povzemali na Televiziji Slovenija, na Šport TV in na vašem kanalu. Pred nami je torej večer poln veselja in radosti v gibanju. In to dokazujejo tudi plesalke, ki jih boste zagledali čez nekaj trenutkov. Terpsihora Dance Company, plesno društvo Novo mesto, deluje na plesnem področju že kar 28 let. Otrokom želi približati svet plesne umetnosti, jih spodbuditi k njihovi lastni ustvarjalnosti, uresničevanju talentov in interesov na področju plesne umetnosti in k tem bogatenju kulturnega življenja. Dobrodošle, z nami so dekleta iz baletne skupine, zaplesale pa bodo odlomek iz plesne predstave Alica v čudežni deželi.
Hvala lepa. Mlade plesalke iz Terpsihore, iz čudežne dežele pa kar domov v mestno občino Novo mesto, ki se lahko pohvali z izjemnimi športnicami in športniki in nekaj jih boste spoznali prav kmalu. Najprej pa na oder prisrčno vabim župana mestne občine Novo mesto, gospoda Gregorja Macedonija. Izvolite. Če dovolite, gospod župan, najprej vprašanje za ogrevanje. Kakšen navijač ste? Ste zelo strastni, se jezite, ko vaši ekipi ali ljubemu športniku ne gre, ali vedno navijate v skladu z duhom fair playa? Mislim, da je tudi v tej dvorani še kakšen sodnik, ki je kdaj sodil v rekreacijski ligi in tisti vejo, da so mi včasih dali tudi tehnično napako, ali kako se temu reče, prisodil. Torej sem sorazmerno strasten navijač, ki se tudi jezim nad sodniškimi odločitvami. Moram pa reči, da z leti se to razburjenje hitreje mine, kot je včasih. Prav res, izkušnje vedno prav pridajo, ne, na vseh področjih. Imate morda kakšen izziv, smo v olimpijskem letu 2020, kakšen izziv za športnike tu zbrane, za vas osebno morda? Torej, olimpijsko leto je prav gotovo nekaj posebenega. Vemo, da je ta cikel športa tisti, ki ga vsi spremljamo, ki da nek poseben ritem. Kljub temu, da je to dogodek na 4 leta, seveda ima poseben čar, neko posebno vrednost v vsakem športnikovem življenju. Jaz moram reči, da ko pridejo mladi športniki v mojo pisarno, vedno znova sem navdušen, kako seveda je končni cilj vsakega uspešnega mladega športnika, da bo prišel nekoč tudi na olimpijske igre. Jaz bom pa tako bolj v novomeškem duhu rekel, da seveda si želim, da v prihodnjih letih tudi v Novem mestu zraste še kakšen olimpijac, da bo nov olimpijski center v Češči vasi omogočil še kakšno olimpijsko medaljo. Nekaj izjemnih dosežkov se je že rodilo iz treningov v tem našem novem centru in verjamem, da tudi to bo prej ali slej prišlo. Ja, kolesar Viviani, če ne drugega, je tu tekmoval in potem bil izjemno uspešen na velikem tekmovanju. Morda še kakšna misel, kakšna popotnica za vse tu zbrane, potem pa prijetna naloga, ogromno priznanj boste podelili. Morda res ob tej priložnosti, drage športnice, dragi športniki, vsi, ki živite športom in za šport, hvala za to vašo angažiranost, hvala za to vaše predstavljanje našega mesta. Verjamem, da s tem sicer naredite ogromno zase, naredite pa tudi za vse nas, za širšo skupnost in res Novo mesto je lahko ponosno na svoje športnike in svoje športne kolektive.
In tudi smo ponosni, zdaj bova naredila prostor na odru za dobitnike občinskih oziroma županovih priznanj in najprej bova v imenitni družbi kolesarjev kolesarskega kluba Adria Mobil. Za vse pomembno navodilo, ko slišite svoje ime, kar se da urno pridite na oder. Prosim, naj se nama pridružijo Aljaž Colnar, Jan Ravbar, Gal Glivar, Jaka Špoljar, Boštjan Muran, vsi kolesari, najprej pa potem podeljujemo, Jan Bevc, Gašpar Katrašnik, Žiga Horvat, David Gregorčič, Nino Polovič, Črtko Govšek, Marko Kum, David Per in Aljaž Jarc. Fantastična družba, še kakšen korak, bolj k zastavam in priznanjem. Tako še Aljaž Jarc. Spoštovani kolesari, vi boste danes vzor za vse športnike, ki sledijo v nadaljevanju. Prosim, pozorno poslušajte, ko zaslišite svoje ime, naredite velik korak naprej proti sredini odra, da vas lahko občinstvo vidi in da bo tudi podeljevalec vam lahko zaželel še kakšen napotek za nadaljevanje kariere. Zelo pomembno, gospod župan. Pripravljeni? Aljaž Colnar prejme priznanje za nastop na svetovnem in evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu za mladince v Yorkshireu in Alkmaru. Jan Ravbar je nastopil na evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu za mladince v Alkmaru. Gal Glivar je državni prvak v kronometru pri starejših mladincih, nastopil pa je tudi na svetovnem in evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu za mladince v Yorkshireu in Alkmaru. Jaka Špoljar je državni prvak na cestni dirki pri mlajših mladincih. Boštjan Muran prejema priznanje za nastop na svetovnem in evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu za mladince v Yorkshireu in Alkmaru in je tudi državni prvak v cestnem kolesarstvu za starejše mladince. Jan Bevc, državni prvak v šprintu na 20 metrov na dirkališču za starejše mladince. Gašpar Katrašnik, za nastop na evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Alkmaru v kategoriji elit člani, iskrene čestitke in dobre želje tudi Žigu Horvatu, ki ga danes žal ni z nami, ker je zbolel. Je pa z nami David Gregorčič, ki je osvojil naslov državnega prvaka v kriteriju za mlajše mladince. Nino Polovič za naslov državnega prvaka v vožnji na čas na velodromu pri mlajših mladincih. Črtko Govšek pa je osvojil naslov državnega prvaka v kriteriju na velodromu za mlajše mladince. Marko Kum prejema priznanje za nastop na evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Alkmaru v kategoriji elit člani. David Per prejema priznanje za nastop na svetovnem in evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Yorkshireu in Alkmarju med člani in še Aljaž Jarc, ki je nastopil na svetovnem in evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v kategoriji mlajših članov. Fantastična družba, izjemno delo podeljevalec, iskrene čestitke. Hvala lepa. Ja, prav posebna energija je na odru, ko si ga delimo športniki, zato z veseljem vabim naše naslednje nagrajence, ti pa prihajajo iz šahovskega društva Krka Novo mesto in prosim, da se nama pridružijo Vid Dobrovoljc, Hanna Bajt
In pa ekipa šahovskega društva Krka, Vid Dobrovoljc, Enej Bizjak in Marko Janko. V imenu ekipe vsaj nekdo naj se ujunači. Bo kar Vid, pravi Vid, da bo kar on. Spoštovani, Vid Dobrovoljc prejme priznanje za nastop v reprezentanci na svetovnem prvenstvu v standardnem šahu, ki je potekalo, pozor, v New Delhiju. Osvojil tudi naslov državnega prvaka v hitropoteznem šahu med mladinci do 20 let. Iskrene čestitke. Hana Bajt pa je naša nagrajenka, ker je državna prvakinja v hitropoteznem šahu med mladinkami do 20 let. In kot rečeno, še ekipno priznanje, ekipa šahovskega društva Krka za osvojitev naslova državnih prvakov v pospešenem šahu med mladinci absolutno do 20 let. Pa prosim, Vid, če prenesete pozdrave tudi članom ekipe. Hvala lepa, uspešno nadaljevanje poti želim. Zdajle pa pričakujeva košarkarje in košarkarico iz ženskega košarkarskega kluba Krka Novo mesto. Vabim na oder Saro Burgar. Potem pa še iz košarkarskega kluba Krka Telekom Novo mesto Jaka Klobučar, Miha Škedel in Jakov Stipaničev. Dobrodošli. In iz košarkarskega kluba Žoltasti troti Rok Vidrih in Žiga Verbič. Za vas, spoštovana košarkarica in košarkari, morda samo korak naprej, ne nujno dva, ker boste že nazaj na svojih mestih. In z veseljem razložim, zakaj prejme priznanje Sara Burgar. Sara je nastopila na Evropskem prvenstvu v košarki za kadetinje, na katerem je slovensko reprezentanco v Sofiji osvojila naslov evropskih prvakinj v B diviziji. Jaka Klobučar pa je nastopil v kadetski reprezentanci na Evropskem prvenstvu divizije A v Udinah. Miha Škedel je nastopil na Evropskem prvenstvu divizije A v kategoriji do 20 let. Prvenstvo je potekalo v Tel Avivu. Res je. Jaka Stipaničev je tudi nastopil v Tel Avivu na Evropskem prvenstvu divizije A v kategoriji do 20 let. Jakov. Rok Vidrih pa je nastopil na svetovnem prvenstvu v košarki 3x3 na Kitajskem v kategoriji do 23 let. Žiga Verbič pa je postal državni prvak, soigralci v košarki 3x3 do 23 let. Iskrene čestitke in lahko se vrnete v dvorano. Še nekaj priznanj imamo in še nekaj izjemnih športnikov. Prav z veseljem zdajle na oder vabim predstavnike borilnih veščin. Iz bokserskega kluba Boksero prihajata Andrijana Muhič in Zlatko Novčič. Iz karate kluba Novo mesto pa Alja Čurič, Špela Tihi in Franjo Horn. Dobrodošli in čestitke za vaše dosežke. Ti pa so: Andrijana Muhič je državna prvakinja v boksu v kategoriji mladink do 57 kg. Izjemno. Zlatko Novčič je državni prvak v boksu v kategoriji mladincev do 81 kg. Iskrene čestitke.
Alja Čurič prejme priznanje za nastop na svetovnem prvenstvu v disciplini karate posamezno za mladinke. Prvenstvo bilo v Bratislavi. Špela Tihi je državna prvakinja v karateju za dekleta do 18 let, nastopila je tudi na svetovnem prvenstvu v Bratislavi. Franjo Koren pa je kot trener in selektor sodeloval na Evropskem prvenstvu v Baru in na svetovnih prvenstvih v Karlovih Varih, Bratislavi in Beogradu. Iskrene čestitke vsem in upam, da se kmalu znova srečamo. Hvala lepa. Zdaj pa k rokometu, športu, ki smo ga zelo vneto spremljali pred nekaj dnevi. Tako hitro gre čas, no, nekaj tedni. Iz ženskega rokometnega kluba Krka Novo mesto vabim na oder izjemno družbo, tudi ekipo, čeprav v imenu ekipe pride samo ena, ampak verjamem, da ekipni duh živi. Spoštovani, prosim, da se nama pridružijo Živa Čopi, Ana Abina, Erin Novak, Angela Rudman, Salvador Krančič in v imenu ekipe Alja Borsan. Živa Čopi je nastopila v članski reprezentanci na kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo. Čestitke, Živa. Ana Abina je nastopila v članski reprezentanci Slovenije v kvalifikacijah za svetovno in Evropsko prvenstvo. Erin Novak za nastop v kadetski reprezentanci na Evropskem prvenstvu v Celju, priznanje in čestitke. Angela Rudman, tudi članica kadetske reprezentance na Evropskem prvenstvu v Celju. Gospod Salvador Krančič pa je sodeloval v članski reprezentanci Slovenije kot pomočnik selektorja v kvalifikacijah za svetovno in Evropsko prvenstvo. Žal ga zdaj ni z nami, ampak mu seveda čestitamo. In v imenu kadetske ekipe ŽRK Krka za osvojitev naslova državnih prvakinj prejema priznanje Alja Borsan. Alja, dovolite še, da naštejem soigralke. Erin Novak, Angela Rudman, Larisa Peterlin, Alja Borsan, Anja Kastelic, Eva Kašič, Leja Uhan, Ajda Turk, Kaja Mandl, Vita Vinski, Jerca Jaklič, Sara Verbič, Manja Kisovec, Enja Gučak-Cvelbar, Nika Savnik, trener Gašper Kovač, pomočnik trenerja Klemen Škufca. Iskrene čestitke vsem. Alja, verjamem, da boste prenesli čestitke oziroma tiste, ki ste že na odru, pa si malce razdelite to čestitanje naprej. In držim pesti za nadaljevanje vaših športnih uspehov. Hvala lepa. Tako, zdaj pa skoraj da po vzoru kolesarjev, znova veliko prostora na odru namenjamo članom atletskega kluba Krka. Prosim, da se nama pridružijo Tilen Ovniček, Ana Grobler, Klara Ljubi, Jakob Čop, Rok Kebel, Matevž Šuštaršič, Primož Kobe, Anže Durjava, Tilen Novak in tudi štafeta 4x100 v njenem imenu Blaž Brulc. Tako. Tilen, vi boste zdaj vzor za vse ostale. Prosim, Tilen Ovniček za osvojitev naslova državnega prvaka v teku na 100 metrov za člane in mlajše člane ter na 60 metrov v dvorani za člane. Tilen Ovniček je nastopil tudi na Evropskem ekipnem prvenstvu v Varaždinu. Iskrene čestitke torej.
Ana Grobler pa je državna prvakinja v cestnem teku na 10 km za starejše mladinke. Klara Ljubi je nastopila na Evropskem prvenstvu v gorskem teku v Cermatu in je tudi članska državna prvakinja v krosu. Jakob Čop je državni prvak v teku na 3000 metrov za starejše mladince. Rok Kebel, državni prvak v teku na 400 metrov z ovirami za starejše mladince. Matej Šuštaršič nastopil v reprezentanci na Evropskem prvenstvu za mladince in na Evropskem ekipnem prvenstvu, osvojil pa je tudi naslov državnega prvaka v teku na 200 metrov v dvorani, na prostem, ter na 100 metrov za starejše mladince. Izjemno. Primoža Kobeta žal danes ni z nami, pripravlja se na svoje nove podvige, je pa državni prvak v maratonu, je pa z nami Anže Dorjava, ki prejme priznanje za nastop v reprezentanci na Evropskem prvenstvu za mladince in za naslov državnega prvaka v metu kopja za starejše mladince in mlajše člane. Tilen Novak je osvojil naslov državnega prvaka v teku na 60 metrov ovire v dvorani, 110 metrov ovire za mlajše mladince ter 110 ovire za starejše mladince na prostem. Priznanje pa prejme tudi štafeta 4x100 metrov za naslov članskih državnih prvakov. Štafeto so sestavljali Ahac Moreti, Tilen Ovniček, Tilen Novak in Blaž Brulc. Izjemno in kot smo dejali, olimpijsko leto je, držimo pesti, morda za čez 4 leta in pol. Velja, hvala, srečno. Še nekaj priznanj, ta pa bodo namenjena članom namizno-teniškega kluba Krka Novo mesto. Prosim, da se nama pridružijo Aleksandra Vovk, Tilen Cvetko, Peter Hribar, Darko Jorgič, Deni Kožul, Daniel Šarlah in ekipa za osvojitev naslova državnih prvakov. Tilen Novak bo prevzel priznanje. Naštela sem kar nekaj športnikov, ampak vse razumete, da so zadržani, ker imajo tekmovalne obveznosti. Vseeno pa razložim seveda z veseljem njihove dosežke. Najprej pa Aleksandra Vovk, ki prejme priznanje za nastop v reprezentanci Slovenije na Evropskem prvenstvu za članice in mlajše članice ter osvojitev naslova državne prvakinje posamezno za mlajše člane, postala pa je tudi državna prvakinja posamezno in v dvojicah za mlajše članice ter prvakinje v dvojicah in mešanih dvojicah za članice. Izjemni v različnih kategorijah. Zelo me veseli in vse dobro tudi naprej. Tilen Cvetko za nastop na Evropskem prvenstvu za člane in mlajše člane ter osvojitev naslova državnega prvaka posamezno za mlajše člane. Petra Hribarja žal ni z nami, si pa zasluži priznanje za nastop na Evropskem prvenstvu. Prav tako tudi Darko Jorgič, ki je nastopal na Evropskem prvenstvu, pa osvojil naslov državnega prvaka posamezno in v dvojicah za člane. Tudi Denija Kožula danes žal ni z nami, njegovo priznanje za nastop na ekipnem Evropskem prvenstvu za člane. Žal pa ni z nami tudi Daniela Šarlaha, ki prejme priznanje za sodelovanje v reprezentanci kot trener. Ampak lahko pa izročimo še oziroma pohvalimo ekipo, ki je postala torej članski državni prvak v sestavi Neven Karkovič, Tilen Novak, Tilen Cvetko, Aljaž Malcelj, Lorencio Lupolescu. Tilen Novak pa naj bi prevzel priznanje, ga tudi z veseljem bo. Hvala lepa in pozdravite, prosim, tudi kolege. Hvala lepa.
In hvala tudi vam, gospod Gregor Macedoni, odlično vam je šlo in najbrž ste zelo zadovoljni, da imamo toliko nagrajencev. Res kot vsako leto izjemna ekipa, ki se je tukaj zvrstila na odru in res smo lahko ponosni na vse te naše mlade uspešne športnike. Verjetno gre res ena ogromna zahvala vsem tistim, ki v klubih delate z temi mladimi športniki in verjamem, da bo tako delo kasneje obrodilo tudi še kakšen dodaten sad na teh največjih tekmovanjih, kar smo danes že parkrat omenili. Res je, hvala lepa, uživajte v prireditvi še naprej. Zdaj pa z veseljem napovedujem ustvarjalko, ki deluje na različnih področjih. Če bi bila športnica, bi najbrž tekmovala v mnogoboju. Ampak bolj ljuba je opredelitev njenega prijatelja, pisatelja Kristjana Koželja, ki gre takole. Ninina umetnost nosi v sebi čisto izkušnjo. Pozna človeka, njegove strahove, radost, upanje, veselje, žalost in jim v kateremkoli mediju že na široko odpira vrata. Je občutena, osebna, predvsem pa iskrena. Kvalitete skratka, ki jim danes marsikdo krivično in mačehovsko pripisuje oznako minulega, a je ravno zaradi njih umetnost vedno bolj svoja in unikatna. Dame in gospodje, Nina Pečar.
Nina Pečar, kmalu znova z nami. 59. sezona delavskih športnih iger v mestni občini Novo mesto je postregla številnimi zanimivimi obračuni, predvsem pa je potekala v znamenju sodelovanja, povezovanja in timskega duha. To so tudi vrednote, ki jim projekt Delavske športne igre kot edinstven v Sloveniji sledi že vrsto let. Hvala novomeškim športnim društvom in klubom, mestni občini Novo mesto, Fundaciji za šport in posameznikom v organizacijah, ki skrbijo za nemoteno organizacijo in izvedbo iger. Na tekmovanjih, ki so potekala od februarja do decembra, je v lanski sezoni sodelovalo 41 različnih ekip v moški in 16 ekip v ženski kategoriji. Barve ekip pa je zastopalo kar 2499 udeležencev. V zadnjih letih program zaznamuje tudi dobrodelna nota v obliki dobrodelnega Ursa Števca, ki beleži udeležbo na posameznem tekmovanju. V sezoni 2019 se je tako števec ustavil pri znesku 2499 evrov. Sponzor programa, podjetje Ursa Slovenija, je znesek namenilo družini iz Novega mesta, ki jim je požar konec maja uničil velik del stanovanjske hiše. Z dobrodelno akcijo delavskih športnih iger je bila družini omogočena bistveno lažja in hitrejša sanacija hiše ter usposobitev stanovanjskih pogojev za življenje. Hvala vsem, ki ste pripomogli torej. In zdaj prosim, da se mi za razglasitev najboljših pridruži podeljevalec, gospod Matjaž Kuzma, koordinator za šport na Zavodu Novo mesto. Na današnji prireditvi bomo podelili pokale najboljšim 3 ekipam v ženski, moški in potem še skupni razvrstitvi, tako da vas čaka kar nekaj prijetnega dela. In prosim, da se nama pridružijo Urška Bahor, Antonija Bahor, Alenka Marjetič, Robert Medle, Ivan Perič, Aljaž Žagar, Nevenka Bašek Zildžovič in Jerneja Počervina Strasberger. Z vseh koncev dvorane prihajate, kar me zelo veseli. Kakšen korak bliže k nama, gospod Kuzma, kako si razlagate to, da so se vsi postavili tako daleč? Dobro, morda jih je malce strah, dajmo jih spodbuditi še z enim aplavzom, prosim. Tako, zdaj se pa bolje počutite na odru. Razglasitev poteka po sistemu bronasta, srebrna, zlata. Začenjamo v ženski kategoriji. 3. mesto z iskrenimi čestitkami za ekipo Revoza. Urška Bahor prejema priznanje. 2. mesto za ekipo Policije. Antonija Bahor v imenu kolegic. Iskrene čestitke. 1. mesto pa za ekipo Krke. Alenka Marjetič v imenu vseh kolegic, ki so tekmovale na delavskih športnih igrah. Iskrene čestitke. V moški kategoriji, kot sem omenila, ogromno ekip. In 3. mesto za roletarstvo Medle. Gospod Robert Medle prevzema nagrado. 2. mesto, ekipa Revoz. Gospod Ivan Perič, iskrene čestitke vam in sodelavcem. In 1. mesto z veliko prednostjo, 1010 točk, za Krko. Nagrado prevzema gospod Aljaž Žagar. Pa še skupna kategorija, tu je bilo zelo zanimivo. 3. mesto za roletarstvo Medle, gospod Robert Medle, za vas in za sodelavce več kot zasluženo.
Drugo mesto, ekipa Revoz. Nevenka Bašat Zildovič, prosim prenesite naše pozdrave in čestitke tudi kolegom. In prvo mesto v skupni kategoriji z zajetno prednostjo Krka. Nagrado prevzema Jerneja Počervina Strasberger. Izjemno hvala lepa podaljevalcu in hvala vsem. Uspešno jubilejno sezono želim. Zdaj pa se nam bodo na odru pridružili plesalci v najvišji starostni kategoriji, ko o konkretni starosti ne govorimo več, ampak ko jih boste zagledali, boste presenečeni, da starostna kategorija vendarle ni tako zelo visoka, kaj ne? Ne gre za rekreacijo, gre za prava tekmovanja na državni, evropski in svetovni ravni. Že 10 let branijo naslov državnih prvakov v svoji kategoriji. So pa seveda tudi na evropskih in svetovnih prvenstvih redno v finalu, večkrat tudi na stopničkah. Spoštovani, plesna skupina Best of the Rest ali Jagodni zbor. Make your hands, clap it, clap it, clap it, clap your hands, clap it, clap it, clap it, clap your hands, clap it, clap it, clap it, clap your hands, clap it, clap it, clap it, make your hands, clap it. Turn my music high. Turn my music. Turn my music. Not you. Turn my music high. I will not lose. Best of the Rest. Z nami so bili Damjana Burgar, Damjana Gruden, Renata Grubar, Irena Prodanič-Vasič, Teja Harmandič in Marko Kobe. Izjemno, pred nami pa je podelitev občinskih priznanj in bronastih Bloudkovih značk. Preden razkrijem 10 prejemnikov občinskih priznanj za več kot 5-letno delo v športu, prosim, da se mi pridruži podeljevalka, VD direktorice Zavoda Novo mesto, magistrica Dolores Kores. Izvolite. Prijetno delo torej tudi za vas in imenitna družba, ta oder bo nad vse poln, kot rečeno kar nekaj nagrajencev. In tudi za vas velja najprej vabilo na oder, potem pa velik korak naprej. Spoštovani, občinska priznanja za več kot 5-letno delo v športu prejmejo Blaž Uhan, Gašper Štih, Jan Pokorni, Jure Muran, Darko Ivoševič, Marjan Kovačič Marč, Mišo Matijevič, Nina Potočar, Tjaša Veble in Marjan Bevc.
Blaž Uhan prejme priznanje za delo vodje strelske sekcije Trim kluba Krka, vsestransko pa je kot tekmovalec, motivator in sodnik aktiven tudi kot član strelskega društva Gorjanci. Blaž, samo pomahajte s priznanjem. Tako. Gašperja Štiha danes ni z nami, je pa eden od ustanoviteljev triatlonskega kluba Novo mesto in verjamem, da bo slej ali prej dobil naše čestitke. Je pa z nami Jan Pokorni, ki prejme priznanje za aktivno delovanje v organizacijskih strukturah strelskega društva Gorjanci, v katerem je aktiven strelec, organizator tekmovanj in urejevalec spletnih strani. Upam, da se bo kakšna fotografija nocojšnje prireditve znašla tudi na tej spletni strani. Jure Muran, član upravnega odbora športnega društva SU Novo mesto in član organizacijske ekipe ŠD SU. Darko Ivošević je pred leti prepoznal uspešen projekt mednarodnih iger prijateljstva in Primorsko-goransko županijo vključil v te igre. Leta v tem projektu sodeluje že 5. leto in na Reki so bili tudi eni najuspešnejših organizatorjev v 18-letni zgodovini iger. Zelo zanimivo. Iskrene čestitke. Marjan Kovačič Marč pa prejme priznanje za večletno delo v namizno-teniškem klubu Krka Novo mesto, v katerem je nepogrešljiv član pri organizaciji mednarodnih turnirjev in dejaven tudi v vseh prostovoljskih akcijah, ki jih izvajajo v klubu. Mišo Matijevič pa je predsednik Združenja atletskih veteranov Slovenije. Kot sodnik aktivno sodeluje na tekmovanjih, v atletskem klubu Krka pa deluje kot trener in pomaga pri organizaciji različnih tekmovanj. Hvala. In naj bo to priznanje tudi spodbuda za naprej. Nina Potočar je aktivna članica Združenja atletskih sodnikov Novo mesto in se kot sodnica udeležuje vseh atletskih tekmovanj v Novem mestu. Je pa tudi poslovna sekretarka sodniškega zbora. To je pa zahtevno delo in hvala, da ga opravljate tako zelo dobro. Tjaša Veble pa prejme priznanje za delo trenerke mlajših selekcij v ŽRK Krka, ki ga opravlja zelo strokovno in zavzeto. To smo se tudi prepričali, ko smo spremljali vaše varovanke. Gospod Marjan Vevc, kar pogumno naprej. Gospod Vevc pa prejme priznanje za več kot 10-letno sodelovanje s kolesarskim klubom Adria Mobil, predvsem kot logistično podporo kolesarjem na največjih dirkah, zelo dejaven je tudi pri organizaciji kolesarskih dirk. In vam zaupam, da boste zdaj logistično uredili to, da boste z vsemi nagrajenci varno odšli nazaj v dvorano. Gospod Vevc, kar za vami bodo šli tako. Fantastično, hvala lepa. In predvsem veliko energije za nove izzive. Pred nami pa je podelitev bronastih Bloudkovih značk za več kot 10-letno delo v športu. Podeljevalka pripravljena. Imenitna druščina se bo zvrstila tule bronastih Bloudkovih nagrajencev. To pa so Valentina Žafran, Aleš Lindič, Emir Davtovič, Luka Mitat, Matjaž Zaman, Branko Zupančič, Andreja Bartol-Bele, Mihael Rukše, Igor Pucal in Toni Turk. Tako tudi za vas velja kar velik korak naprej in kar vzemite si čas, glede na to, da delujete že več kot 10 let v športu, imate temu primerno malce večjo sekundažo, velja.
Gospa Valentina Žafran prejme priznanje za večletno trenersko delo pri AK Krka z najmlajšimi, vodi in izobražuje udeležence nordijske hoje v projektu vseživljenjskega izobraževanja, aktivna pa je tudi v Združenju atletskih sodnikov Novo mesto. Aleš Lindič je predsednik društva Maraton Novo mesto, ki koordinira in vodi rekreativno tekaško pokalno tekmovanje Teki Dolenjske. Obenem je tudi soorganizator novomeškega polmaratona. Vrsto let je opravljal delo trenerja pri AK Krka. Emir Davtovič pa je že vrsto let aktiven pri izvedbi uspešnega projekta mednarodnih iger prijateljstva, ki bodo letos v Italiji potekale 18. in tam sodelujejo tudi novomeški športniki. Ob igrah je veliko prispeval pri sodelovanju Unsko-Sanskega kantona z Novim mestom tudi na drugih področjih. Luka Mitak prejema bronasto Blovtkovo značko za dolgoletno delo v košarkarskem klubu Žoltasti troti, v katerem opravlja delo vodje mladinskega pogona, je tudi član strokovnega štaba članske ekipe, pa trener ekipe do 19 let. Deloval je tudi v KK Krka, izkušnje, ki si jih je nabral, pa izkorišča tudi na reprezentančni ravni, saj je bil pomočnik selektorja na Slovenija Bolu in v kadetski reprezentanci. Matjaž Zaman bo prejel bronasto Blovtkovo značko za več kot 10 let organizacijskega in prostovoljnega dela v gimnastičnem društvu Novo mesto, v katerem je pripomogel k delu in razvoju tega športa. Branko Zupančič pa je športni delavec, organizator in sodnik. Brez njega namizni tenis ne bi dosegal takšne ravni, kot jo je v Novem mestu. Je ustanovni član športnega društva SU Novo mesto, v katerem trenutno opravlja funkcijo športnega direktorja, ter sodeluje pri organizaciji državnih in mednarodnih tekmovanj. Andreja Bartol-Bele prejme priznanje za več kot 10-letno delo v planinskem društvu Krka na različnih področjih. Skrbi za pripravo in izvedbo mladinskih taborov, vodenje planinske skupine na kmetijski šoli Grm, dejavna pa je tudi na mednarodnih izmenjavah preko programov Erasmus+. Mihael Rukše je dolgoletni član karate kluba Novo mesto, v katerem tekmuje, aktiven pa je tudi kot trener mlajših kategorij. Svoje znanje in izkušnje z veseljem prenaša na mlajše člane in tudi sodi na nekaterih domačih tekmovanjih. Igor Pucelj prejema značko za aktivno delo v pohodniškem društvu Novo mesto, v katerem je načelnik varstva gorske narave, markacist in gorski stražar, sodeluje pa tudi kot pomočnik vodnika na turah. Na planinskih taborih je vodja tehnične ekipe in ekonom. Odlično! Toni Turk pa že več kot 30 let deluje v borilnih športih, v katerih je postal večkratni državni prvak in nosilec medalj z evropskih in svetovnih prvenstev, je pa tudi ustanovitelj in trener boksarskega kluba Bokseo. Uspešno delo še naprej vsem želim. Vsaj na novih 10 let. Hvala lepa vsem, hvala lepa tudi podeljevalki. In zdaj znova za nekaj trenutkov z veseljem oder prepuščam Nini Pečar.
Hvala lepa, Nina. V nadaljevanju se bomo spomnili na zaslužne športne delavce, ki niso šteli minut, ur in let, ko so se požrtvovalno in z veliko predanostjo lotili zanimivih športnih projektov ali skrbeli za razvoj športa na lokalni in državni ravni. Pred nami je podelitev srebrnih in zlatih Bloudkovih značk. Podelil jih bo podžupan Mestne občine Novo mesto, gospod Boštjan Groblar. Dober večer, prijetno delo torej tudi za vas. Srebrno Bloudkovo značko podeljujemo za več kot 20-letno delo v športu. Izjemno čast in veselje je, da lahko razkrijem prejemnike, ki naj se nama prosim najprej pridružijo, potem pa tudi obrazložitve. Spoštovani, prejemniki srebrnih Bloudkovih značk so Mateja Zorko, Iztok Likar, Franci Miklavčič, Jirži Volt in Anton Markovič. Gospa Mateja Zorko prejme priznanje za več kot 20-letno organizacijsko in trenersko delo v gimnastičnem društvu Novo mesto. Poskrbela je za številne generacije deklic na področju tekmovalnega športa in pripomogla, da je gimnastika postala del njihovega življenja. Iskrene čestitke. Iztok Likar je v KK Adria Mobil nepogrešljiv člen pri organizaciji dirk, predvsem na dirki po Sloveniji, skrbi za varnost udeležencev in je nepogrešljiv člen med organizatorjem in policijo. Franci Miklavčič v rokometu dejaven od leta 1996, najprej v RK Škocjan in od leta 2005 v ŽRK Krka, v katerem opravlja naloge sekretarja, tehničnega vodje in vodje članske ekipe. Deluje tudi v organih Rokometne zveze Slovenije in je predsednik Združenja Rokometne lige za ženske in član predsedstva RZS. Jirži Volt pa je svoj pečat pustil v tenisu, v teniškem klubu Portoval, skrbi za delovanje kluba in vzgojo mladih igralcev. Ima velike zasluge, da ima Novo mesto 2 pokriti teniški igrišči. Anton Markovič pa je predsednik pohodniškega društva Novo mesto, v katerem je gonilna sila in idejni vodja za delo v društvu. Njegova največja odlika je organizacija pohodniško-kolesarsko-kulturnih prireditev na občinski in mednarodni ravni. Dela tudi kot vodnik in varuh gorske narave. Hvala lepa vsem izjemnim nagrajencem. Vse dobro tudi v nadaljevanju vaše poti želimo. Hvala lepa. Zdaj pa je napočil trenutek, ko bomo podelili 2 zlati Bloudkovi znački za več kot 30-letno delo v športu. Spoštovani, prosim, da se nama pridružita gospod Matjaž Cerkovnik in gospod Vitoslav Gabrič. Ta aplavz pove ogromno, ampak vseeno dovolite še nekaj besed utemeljitve. Gospod Matjaž Cerkovnik je že več kot 40 let aktiven v novomeškem športu. Bil je odličen igralec košarke, igral je v drugi najmočnejši ligi v Jugoslaviji, danes je nepogrešljiv trener pri delu z mladimi, sodnik in organizator tekmovanj. Že od same ustanovitve ženskega košarkarskega kluba Krka, torej že 18 let, je trener mlajših selekcij, obenem je dejaven v upravnem odboru kluba in aktiven pri organizaciji različnih turnirjev.
Njegov način dela z mladimi igralkami je za zgled vsem trenerjem, saj ob svoji strokovnosti veliko časa posveča tudi vzgoji in pravilni usmerjenosti mladih v šport, kar je še posebej pomembno za športnikov nadaljnji razvoj. Prijateljski odnos z igralkami, starši in celo z ustrojem kluba je temelj za uspešno delo z mladimi v ženskem košarkarskem klubu Krka. Iskrene čestitke. Zlata Plavtkova značka, torej več kot zasluženo. Zlato Plavtkovo značko pa podeljujemo tudi gospodu Vitoslavu Gabriču. Kot učitelj športne vzgoje je že 36 let zaposlen na osnovni šoli Otočec, manjši šoli, kjer pa se je predvsem po njegovi zaslugi lahko pohvalil z lepimi športnimi uspehi v različnih športnih panogah. Bil je tudi glavni pobudnik uvajanja šole v naravi s plavalnimi in pozneje tudi zimskimi vsebinami. V mladosti je bil član pionirskih in kadetskih selekcij v rokometnem klubu, pozneje je opravil izpit za trenerja košarke in nekaj let treniral mlajše kategorije v KK Krka. Zelo dejaven je v krajevni skupnosti, kjer skupaj z lokalnim gasilskim društvom in društvom upokojencev v duhu medgeneracijskega sodelovanja organizira različna tekmovanja, v katerih se pomerijo učenci s člani društva. Vedno je bila njegova pozornost usmerjena tudi športnikom, ki so želeli v karieri doseči nekaj več in jim je v šoli, v sicer majhni telovadnici, omogočal dodatne treninge, med drugim tudi Matjažu Smodišu in Simonu Petrovu. Iskrene čestitke torej. Hvala lepa, da sta vzor. Vse dobro vam želimo. Hvala lepa, gospod podeljevalec. Ja, in tudi v nadaljevanju bomo v odlični družbi. Komorno skupino glasbene šole Marjana Kozine sestavljajo nekdanji in sedanji učenci šole, vadijo pod mentorstvom profesorice Šejle Usenik. Najprej nas bodo peljali na drugo celino. Zaigrali bodo namreč skladbo skupine Toto, Afrika, v priredbi Dejana Učakarja, potem pa še skladbo Nancy Mulligan v priredbi Tomaža Zorka. Spoštovani, komorna zasedba glasbene šole Marjana Kozine v naslednjih minutah samo za vas.
Glasbena šola Marjana Kozine, izjemni učenci, sedanji, nekdanji, hvala lepa za družbo, upam, da še kdaj. Ugotovili ste že, spoštovani gostje, da nocoj podeljujemo precej priznanj. Zdi se nam zelo pomembno, da nagrajenci pridete na svoj račun, da imate nekaj pozornosti, da ne mečemo vseh v isti koš. Ampak vseeno zdaj le prosim, da se mi pridruži športnik, ki zna zelo, zelo dobro metati na koš. Matjaž Smodiš. Dober večer, Matjaž. Pred vami je prijetna naloga, razglasili boste najboljši športni kolektiv v Mestni občini Novo mesto, ampak najprej vprašanje tudi za vas za ogrevanje. Pogosto pravimo, da imajo najboljše ekipe nekaj več, da so več kot samo seštevek posameznikov. Kaj po vašem tisto več? Kaj je to pripadnost, veselje? Dober večer, sem skupaj in sem en lep pozdrav in iskrene čestitke za dosežke, ki ste jih dosegli do sedaj in naj bo to ena spodbuda za naprej. Vsaka ekipa ima nekaj več, ker ogromno dela, ogromno truda vloži v celo zgodbo, vsaka sezona je drugačna, tako da teh zgodb je ogromno, vse odvisno od posameznikov, ki tvorijo to ekipo, tako da lahko bi tukaj na dolgo debatirala, pa ne bova, ker to ni primeren čas za to. Se pravi, vas lahko še kdaj vprašam to enako vprašanje oziroma še bolje, to bom vprašala tiste, ki bodo zmagovalci. Zdaj pa, da bova še nekaj trenutkov vzdigovala pričakovanje, napetost, vas prosim za korak sem, obrnili se bomo na ekran in pogledali, kdo sploh so kandidati za naziv najkolektiva. To pa so Namiznoteniški klub Krka Novo mesto, Atletski klub Krka, pa Ženski rokometni klub Krka in Moški rokometni klub Krka Novo mesto. To so torej kandidati. Matjaž Smodiš, za vas zdajle ovojnica in prijetna naloga, lahko torej razglasite najboljšega. Torej, športni kolektiv leta 2019 v Mestni občini Novo mesto je Ženski rokometni klub Krka Novo mesto. Prosim igralke, predstavnike kluba, kar nekaj vas je tule, kar pogumno na oder. Nekdo mora prevzeti odgovornost. Iskrene čestitke torej. Najboljši športni kolektiv v Mestni občini Novo mesto, Ženski rokometni klub Krka Novo mesto. In zdaj seveda tudi vprašanje za vas, ki sem ga namenila Matjažu, kaj je tisto več, kar ima ekipa, da ni samo seštevek posameznikov? Težko je odgovoriti na tako vprašanje. Zagotovo je to 47 let dela, ki pomeni zagotavljanje pogojev za delo, pomeni vadbo, velikokrat volontersko, pomeni velikokrat ne samo vzgojo za prenašanje zmag in porazov, ampak tudi za življenje. V našem klubu vedno poudarjamo, najti bo rokomet tvoj najboljši hobi. Izjemen odgovor, tudi Matjaž je zadovoljen, tako da vaju oba zdaj z veseljem spustim nazaj v dvorano. Hvala lepa. In seveda verjamem, da boste te čestitke znali dobro porazdeliti tudi igralkam. Zdaj pa prosim, da se mi pridruži Irena Jebuahdiran, ki bo razglasila najboljšo športnico. Danes ste Ireno že videli. Irena je izjemna pevka, ampak tudi zaprisežena maratonka. Dober večer. Dober večer. Irena, zdaj seveda bo moje vprašanje povezano športnim žargonom. V zadnjem
kako bi rekla, v zadnjem delu priprav, na vrhunec sezone si, pa ne tekaške, temveč na vrhunec sezone, ki se mu reče premiera opere Julija. Prosim za kaj več informacij, kako potekajo priprave, česa se najbolj veselite z ekipo? Ja, torej naša premiera se res bliža, smo v zadnjem procesu in že vadimo na odru, tukaj v kulturnem centru, kar nas zelo veseli, da smo lahko že dovolj zgodaj prišli na pravi oder. Jaz mislim, da bo ta predstava še eno letvico višje, ker smo združili v bistvu mlado energijo z izkušnjami. Zaenkrat gre vse po načrtih. 18. februar. 18. februar. Vljudno vabljeni. In uspešne zadnje priprave, ne boste pa v karanteni, ne? Ne. Irina, predlagam, da pogledava, kdo so kandidatke za športnico leta. Kar nekaj kandidatk imamo in težak izbor. Aleksandra Vovk, namiznoteniška igralka. Teniška igralka Živa Falkner. Triatlonka Ana Seliškar. Atletinja Klara Ljubi. Rokometašica Eri Novak. In košarkarica Sara Burgar. To je torej konkurenca. Razglasitev tokrat po sistemu bronasta, srebrna, zlata. In prosim, da razkrijemo, katera športnica se je uvrstila na 3. mesto med vsemi najboljšimi. 3. uvrščena na izboru za športnico leta je Erin Novak. Iskrene čestitke, Erin, še priznanje. In prosim, da kar ostanete na odru še nekaj trenutkov. Zdajle bomo namreč razglasili drugo uvrščeno, napetost torej narašča, nova ovojnica, nova prijetna naloga. Druga uvrščena na izbor za športnico leta je Živa Falkner. Iskrene čestitke, Živa. Tudi vas prosim, Živa, če ste še nekaj trenutkov z nami na odru. Tako, pred nami pa torej še slavnostni trenutek, katera je najboljša, da želite. Športnica leta 2019 v mestni občini Novo mesto je Aleksandra Vovk. Najboljše 3. Irina išče morda kdaj partnerico za tek, bi se ji katera pridružila. Z nasmehom so vse rekle da. Za športnico leta vseeno vprašanje, glede na to, da danes kar nekaj vaših kolegov iz namiznoteniških vod ni bilo z nami, se tudi vam obeta, da boste kmalu tako zelo dobri in zaželeni na tekmovanjih v tujini, da boste redko tule ali boste vsakič znova z veseljem prišli? Sem li slučajno tukaj, tako da je sreča, da sem tukaj, ja. Se mi je zdelo, ampak čakam vseeno na obljubo, da pa boste prišli, če vas bomo že povabili. Hvala lepa vsem trem, želim imenitno nadaljevanje karier in čestitke še enkrat. Irina, vas pa prosim, da še malce ostanete na odru. Pridružil se nama bo namreč še nekdo, ki pa v vašem izboru čisto vsako leto dobi nagrado za najsestro. To je Leticija Slapnik-Jebuah, dober večer, dobrodošlica torej tudi Leticiji. Zelo zanimiv glasbeni izbor sta pripravili za nocoj.
Ob besedilu Srečka Kosovela, pesem je napisal Aldo Kumar, Pa da bi znal. Izvolite. Hvala lepa. In če ne prej, kot rečeno, 18. februarja. Zdaj pa napetost seveda narašča, zanima nas še, kdo je športnik leta. Prijetna naloga za podeljevalca, tu pa je župan mestne občine Novo mesto, gospod Gregor Macedoni. Imamo 3 izjemne kandidate. In predlagam, da najprej pogledava, kdo so ti 3 kandidati. Kandidati za športnika leta so namiznoteniški igralec Darko Jorgič, atlet Tilen Ovniček in kolesar Marko Kum. In seveda tudi tokrat po sistemu bronast, srebrn, zlat. Čeprav so za nas vsi 3 že zdaj zlati, to je dejstvo. Gospod Macedoni na 3. mestu pa je Tretjeuvrščeni na izboru za športnika leta 2019 v mestni občini je Tilen Ovniček. Iskrene čestitke, Tilen.
zasluženo priznanje in cvetje. In ostanite prosim še nekaj kipov na odru. Nova ovojnica, napetost narašča, samo še 2 sta ostala. Drugouvrščeni na izboru za športnika leta v mestni občini Novo mesto je Marko Kump. Iskrene čestitke za športni stisk rok. In tudi vas prosim, da ostanete še hip na odru. In še zadnja ovojnica. Športnik leta v mestni občini Novo mesto za leto 2019 je Darko Jorgič. Na mesto gospoda Jorgiča priznanje prevzema gospod Dušan Pezelj, starosta namiznega tenisa v Novem mestu. Takole kipec. Za gospoda Darka Jorgiča bomo seveda navijali tudi v Tokiu. Ampak ker ravno imam mikrofon, še za vas izziv. Kdaj boste lahko govorili z Darkom, kdaj mu boste lahko prenesli dobro novico in naše pozdrave že nocoj? Ja, hvala lepa za priznanje. Kdaj bo Darko dosegljiv, pa nimam pojma. On potuje po celem svetu, tako da ne vem, kdaj ga bom videl prvič. Ampak obljubite, da se boste potrudili, da boste čim prej mu prenesli dobro novico. Sigurno. Za cvetje pa poskrbite vi prav. Prav, hvala. Hvala lepa in čestitke vsem. Hvala tudi vam, gospod župan. Iskrene čestitke torej še enkrat vsem nocojšnjim nagrajencem, vsem tekmovalkam in tekmovalcem. Želim veliko uspehov tudi v olimpijskem letu 2020. Vsem Bloudkovim nagrajencem pa hvala za vaš pomemben prispevek k razvoju športa in hvala, da ste zgled mladim. Hvala, da dokazujete, da se s predanostjo in trdim delom, včasih pa tudi strmo, ja, prav strmo, da narediti izjemne stvari. To je vaš večer, ostanite prosim še nekaj trenutkov tu, v preddverju, vabljeni na fotografiranje v kocko, potem pa sledi klepet in prigrizek. Uživajte torej in lep večer.